Lepo zdrav, moje ime je Leon in v naslednjem videu vam bom poskušal čisto na kratko predstaviti traso našega teka, ki se bo odvijal v soboto, tek Ravno polje. Toliko, da dobite občutek, tekačice, tekači, vsi, ki boste na tem sodelovali, o teh pomembnih lokacijah, točkah za lažjo orientacijo. Pa gremo po vrsti, obrnemo kamero. Pred nami je parkirišče osnovne šole Kidričevo. Tukaj nekje je tista prva ključna točka, ki je čisto blizu štartne črte, tako da če bo opcija, kateri boste zgodni, boste lahko parkirali tukaj, drugače pa samo Kidričevo ponuja kar nekaj opcij parkiranja. Sam ambient osnovne šole Kidričevo, kateri smo mnogi izmed nas iz te okolice obiskovali, je tukaj pred vami. Nekako pred temi tremi zastavami bo v soboto tale štartno-ciljni lok ekipe ProTiminga, kjer boste vsi tekači na štartni črti štartali in potem tukaj tudi končali vaš tek na 5 ali 10 km in pa tudi otroške teke bomo izvedli tukaj. Tako da iz te točke bom jaz zdaj opravil tale tek, se na ključnih točkah ostavil in vam mogoče na hitro razložil pomembne zadeve. Bodo pa vse točke opremljene tudi z našimi redarji, motoristi, ki nam pomagajo pri sami izvedbi tega čudovitega dogodka, za katerega verjamemo, da bo postal tradicionalen. Pa gremo, se pravi, to je pogled, ki boste ga videli na štartno-ciljni črti in gremo na tale naš tek. Nekje prvih 400 metrov tečemo po ravnini, se pravi, prihajamo iz smeri šole in potem laufamo do križišča, kjer se bomo usmerili desno in šli v smeri občinske stavbe občine Kidričevo. Na naši levi pa boste lahko videli tudi dom starejših občanov. Hiter pogled na dom starejših občanov, iz katerega verjamem, da nam bo tudi kak stanovalec pomahal v času našega teka. Potem se gibamo še par metrov naprej in gremo desno. Pri tem stop znaku, tukaj bo tudi redarska služba, tako da ne skrbite za usmerjanje in gremo v smeri občinske stavbe. Takole prihajamo do druge ključne točke na teku. To je križišče pri občinski stavbi občine Kidričevo ali dvornico Šterntal. Krasiga bogata zgodovina iz preteklosti. Tukaj je zatočišče, ta dvorec nudil različnim slojem ljudi, različnim generacijam ljudi, mogoče kako besedo več v kakšnem od naslednjih videov. Za njim so tudi prostori motokluba NK Šumarji Kidričevo. Tudi njih bomo omenili na naši poti, kar se tega tiče, se nam nesebično pomagajo ob vsaki organizaciji naših dogodkov in spremljajo tekače, pa tudi kako drugo obliko pomoči nam nudijo. Križišče je pomembno zaradi tega, tukaj bomo mi šli s tekom sicer levo, po pločniku in nadaljevali v smeri vrtca in šole. Vračali pa se bomo iz te naše levega pogleda sedaj nazaj po trasi, ki smo jo pretekli do sedaj. Tu bo redarska služba, ki vas bo usmerjala, tako da brez skrbi, vseeno pa bodimo pazljivi. Pomembno je upoštevanje varnosti in pa seveda cestno-prometnih predpisov. Čudovit tek po pločniku, v bližini občinske stavbe, smo rekli bivšega dvorca. Senco nam bojo nudila drevesa, tako zdaj meni zunaj je nekje blizu 30, koliko je videti sam, vsi so se malo poskrili. Tako da po tem pločniku tečemo do vrtca malo naprej, potem bo tam zopet redarska služba, ostavimo se na tisti ključni točki, kjer prečkamo to regionalno glavno cesto, ki gre sporedno z nami in prehaja naš tek iz asfaltne podlage na makadamsko traso in bomo tekli tudi čez gozd, mimo čudovitega ambienta NK Aluminija Kidričevo. Kaj več o tem pa, ko bomo na tisti točki. Na tej točki se gibamo mimo vrtca Kidričevo. Od zadaj vidimo tudi štart, kjer smo s tekom pričeli, se pravi, obkrožili smo nekje jedro, center Kidričevega. Gibamo se naprej, na naši levi je stadion NK Aluminij Kidričevo in nekje čez 150 metrov bomo prečili to glavno cesto. Takole smo pri tretji pomembni točki, kjer je res treba paziti na stanje na cesti in pa cestno-prometne predpise. Ta del bo varovan seveda z redarsko službo. Tukaj tale naš pločnik zapuščamo, prečkamo tole glavno cesto in začnemo s tekom po makadam podlagi. Se pravi, gremo teči v gozd, tako da naš tek res vsebuje različne podlage.
različne ambiente, kar se narave tiče, in verjamem, da vam bo vsem všeč teči po tej naši trasi. Tole en hiter pogled v ambient NK Aluminija, privrženci nogometa, verjamem, da prizorišče dobro poznate. Mogoče malo dvignem selfie palico, da se vidi malo ozadje tega ambienta. Bomo pa še naprej videli igrišče, umetne trave, pomožna igrišča, tako da privrženci, pa tudi bom rekel pristašice nogometa, verjamem, da boste uživali v tej kolisi oziroma v tej mimo nje. Nič ne bo narobe, če se v sebi ali pa tudi na glas malo zaderete. Bravo, gremo NK Aluminij, gremo v Šumari, jebemo, nič ne bo narobe. Gremo dalje. Evo, še malo tega le ambienta. Igrišča sicer bolj kot ne sedaj v tej uri, ura je 5-6 popoldan, samevajo, nekaj se dogaja, igrišče z umetno travo in pa tam odzadaj pomožna igrišča. Evo še malo pogleda na igrišča. Počasi pa gremo v gozd, se pravi spodobi se, če laufate, tečete v Kidričem, ste na območju Šumarov in sigurno se spodobi, da gremo tudi v šumo. Evo. Evo, smo že v gozdu, se pravi res tistega malo šumarskega pridiha. Ta senca verjamem, da bom vsem pasala, čeprav nekako predvidevamo, da zjutraj še z vročino ne bo tega problema, ampak vseeno, tisti, ki imate radi off-road varianto, boste tu nekoliko prišli na svoj račun, razen da zadeva čisto ravninska, se pravi, s hribi pa na tem teku nismo postregli zaenkrat, mogoče kdaj v prihodnosti. Takole, za nami je 2,6 km teka, kateri boste pazljivi na vaši levi, se da videti takole ena tabla, na kateri piše Studenec iz taborišča Šterntal, prva svetovna vojna, obdobje 15 do 30. In potem en pogled, sicer bo nekdo rekel nič kaj posebnega, ampak tistim, katerim je zgodovina, bom rekel, nekako zanimiva, pa preteklost, vam za preteklost ni vseeno, verjamem, da ne bo težko sekundo 2 se tukaj ustaviti, pa pogledati to zadevo, pa biti za sekundo 2 delček preteklosti Kidričevega oziroma Šterntala. Gremo naprej. Takole, spoštovane in spoštovani, ki se nameravate udeležiti teka Ravnopolje to soboto zjutraj oziroma dopoldan. Prišli smo do ključne točke 1, 2, 3, se pravi 4., ki je res pomembna. Če pogledamo nazaj, smo prišli iz gozdnega dela trase. Tukaj imate zdaj priložnost biti recimo na gradbišču same obvoznice, ki se dela od ceste Hajdina, Slovenska Bistrica, pa potem do obrtne cone, ki nastaja za tovarno Talum Kidričevo. Mi pridemo do te točke in se držimo levo, se pravi levo proti kraju Strnišče, način je rečemo tudi stara postaja, in tečemo nekaj 100 metrov po tej le obvoznici, ki je trenutno še gradbišče. Kaj se varnosti tiče, ni nobenega problema. Tudi v soboto kakva omemba vredna dela na tej delu naše trase ne bodo potekala. Teda tukaj se boste lepo usmerili levo in tam od zadaj že vidimo, že hitro prihajamo potem na regionalno cesto, ki nas vrača levo proti Kidričevom. Smo pri ključni točki 5, se pravi ponovno je pod našimi nogami asfalt podlaga. Za orientacijo, če bi šli ravno, bi lahko prišli v Strnišče, lahko bi prišli na Ptujsko goro, kateri poznate, ko ste drugot mogoče malo v Ptujsko goro. Večina naših vasi je na drugi strani občine Kidričevo, mi pa se tokrat usmerjamo levo, po pločniku navzgor. Tukaj bojo redarji tudi na koncu, tam bojo redarji in tam sledi, potem boste videli ena ravnina proti Kidričevo nazaj, se pravi, smo na 3 km 350, tako da nekje zaključujemo 3/4 tele naše trase. Gremo dalje. Pred nami ključna točka 6, ključna iz naziva, ker tukaj za en čas zapuščamo pločnik, kar je pomembno zaradi same varnosti. Upoštevajte navodila redarja, ki bo tukaj. Tukaj vas tudi prično spremljati kolegi motoristi, tako da bomo vsi skupaj malo bolj vidni. Popravim, seveda, tako kot pešci bi morali iti po levi strani cestišča. Tole ravnino zaradi varnosti
nekako razmišljamo, da vas usmerimo na desno stran. Glavno spremljate to zadevo, tudi sam bom v napovedniku, v naših objavah in pa pred samim štartom to zadevo nakazal. Vsekakor pa boste o tem tukaj usmerjeni, tako da brez straha. Se pravi, pred nami je ena ravnina, ki nas vrača, bom rekel, zopet proti centru Kidričevega, za nami pa nekje 3600 metrov. Takole, če pogledamo nazaj, za nami je tale ravnina iz Strnišča proti Kidričevemu. Pomemben je tale ovinek tukaj, res dajmo paziti vsi skupaj tukaj na varnost. Bodo tudi tukaj usmerjevalci, ki bojo kak avto ustavili, če bo potrebno. Zato se mi zdi z varnosti res pomembno, da gremo tukaj po desni strani, se gledamo tale sama preglednost ovinka, je kar mogoče slaba in pol ni vidljivosti ne z ene, ne z druge strani. Evo vidite, tabla Kidričeva pred nami, potem se vračamo zopet proti občinski stavbi in desno nazaj čez center Kidričevega v linijo štartno-ciljno ravnino. Takole, če smo v začetku to točko, do katere zdaj prihajamo, poimenovali ključno točko 2, je rečemo zdaj 8. Se pravi, takrat smo tekli tako, zdaj zavija tisti avto, občudovali stavbo občine Kidričevo, zraven prostori motokluba MK Šumarji Kidričevo. No, tokrat pa se vračamo, gremo nazaj desno, v smeri ponovno doma starejših občanov in pri njem pa levo proti ciljni črti. Tisti, ki tečete 10 km, za vas pa pomeni na tisti lokaciji štartno-ciljne črte to obrat in vse skupaj ponoviti, se pravi ponovi vajo, bi rekli po domače. Evo, še na hitro pogled v amblem, grb, kakorkoli, ki, bom rekel, simbolizira naš motoklub MK Šumarji Kidričevo in vse članice člane, ki v njem aktivno, uspešno delujejo že kar nekaj časa. Kaj več od njih v enem izpred naslednjih videov. Gremo proti cilju. Če pogledamo nazaj, od stavbe občine Kidričevo smo prišli ponovno v križišče. Na začetku videa smo rekli ključna točka 1, zdaj naj bo 9, se pravi tukaj gremo levo, na naši desni ponovno dom starejših občanov in pred nami ravnina proti območju osnovne šole Kidričevo in pa štartno-ciljnega loka. Bodite pazljivi tule, še posebno tisti, ko se vračate v cilj, dejansko bomo vas usmerili pri občinski stavbi, da boste tekli, če gledamo v smeri cilja po desni strani, da ne pride do križanj med temi, ki grejo teč še en krog in pa tistimi, ki se vračajo. Redarji vas bodo na to opozorili, usmerili in potem pred nami še slabih 500 metrov ravnine do samega cilja teka. Tukaj pa sprint. Evo in se vračamo proti lokaciji, kjer se naša trasa začela. Se pravi, tisti, ki ste tekli ali pa boste tekli danes rečeno na soboto na krajši razdalji, boste tukaj čez par metrov končali vaš tek, kateri pa ste se oziroma se boste odločili za daljšo razdaljo 10 km, pa bo to za vas pomenilo obrat in pa, kot sem rekel, ponovi vajo še enkrat. Kar se tiče organizatorjev, se pravi, nekako pobuda je bila dana in pa tudi organizatorska plat speljana s strani občine Kidričevo in pa športne zveze občine Kidričevo z X inštitucijami, društvi, ki nam pri tem pomagajo, pomagate tudi z X posamezniki, brez katerih dejansko te prireditve tudi letos ne bi speljali tako, kot jo bomo. Vreme nam bo naklonjeno, dovolite pa, da vse te, ki sem jih malo prej naštel na splošno, omenimo v naših naslednjih objavah, te dni pred tekom in pa seveda na sami prireditvi. Takole, šli smo skozi traso, pod objavami bomo napisali vse detajle, kateri so pomembni in, bom rekel, nekako vplivajo na sam potek teka, da bo ta uspešno končan za vse udeleženke in udeležence, tako otroških kot tudi tekov na 5 in 10 km. Spremljate te objave, postavljate nam spodaj vprašanja